Čau, ekipa. Evo, nov mesec je pred nami, nov mesec, nova promocija. Zdaj prejšnjič smo se pogovarjali v prejšnjem videu, ki sem ga posnel, o tem, zakaj je za stranko boljše, da se izbere malo večji paket, kaj stranka s tem pridobi. Pa bi jo zdaj res dodatno spodbudil, če za eno konkretno promocijo, tudi materializirate, da tudi materializirate lahko tako, da imate nekaj od tega, če stranki ponudite pač večji paket. In sicer za vsak nakup, ki ga bo nekdo naredil od vaših novih ljudi, ki bo med 250, prav paket 250 evrov, pa tja do 1250, vam bom ponudil dodatno nagrado v obliki paketa. In sicer za pakete, ki jih prodate od 250 pa do 750, dobite dodatno en paket za 25 evrov in za paket od 750 do 1250 50 evrov, dodaten paket za 50 evrov. Za dražji seveda je priporočljivo tudi, da priporočate tudi višjem cenovnem rangu, ampak v tem primeru pač smatram, da če prodate za več kot za 1250, imate že provizijo svojo dovolj veliko, da lahko iz tega potem sami za svojo strukturo pač ljudem ponudite nekaj iz svoje lastne provizije. Zdaj ta paket seveda lahko uporabite sami, lahko ga pač prodate nekomu, pa imate cash, lahko pa tudi uporabite to, kar je najbolj smiselno, kar je najbolj priporočljivo, da jo dodatno spodbudite to novo osebo, ki je pač vzela neki večji paket. Zdaj je to čisto stvar vaše odločitve, če se pač odločite za to slednjo možnost, ki mislim, da je najbolj učinkovita, bi potem priporočil to, da se to uporablja kot nagrada za neko minimalno aktivnost, ki ta nova oseba naredi, se pravi, ne da zgolj mu šenkate, ampak da to uporabite kot vzvod, se pravi, da rečete recimo, kaj bi lahko bil tega prvi tak korak, ki ga nova oseba naredi, rečete, lej, prvega človeka, ki boš imel opisanega dodatno, ti poklanjam pač paket za 25 evrov ali pa za 50, kakšnega koli pač boste imeli v rokah tisti trenutek. Evo, to velja do preklica, bom pač videl, na kakšen način se bo to razvijalo, na kakšen način boste to uporabljali, vsekakor pa mislim, da vsaj do konca meseca recimo, minimalno. To je to, zdaj, če imate kakšne koli vprašanja, če rabite kakšna pojasnila, mi tule napišite, če nisi bil dovolj jasen in seveda vsem želim maksimalno uspešen mesec, da, kot je rekla Iv včeraj na tistem intervjuju, da se še letos postavi zdrave temelje, ne da se cilje postavlja 1.1., ampak da se zdaj postavi zdrave temelje in potem še bolj lušen postaviti cilje, ki pride novo leto. Ajde, LP.